Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, kolegice in kolegi, kot smo danes že slišali, se je dolgoletna podoba Janeza Bleiweisa v odnosu do avstrijskih oblasti preplašenega v ožjih slovenskih razmerah pa avtoritarnega, celo klerikalnega in drobnjakarsko-pragmatičnega politika, ki so jo od začetka preteklega stoletja utemeljili literarni in politični zgodovinarji v zadnjih desetletjih že temeljito spremenila. O Bleiweisu seveda že v času njegovega življenja in pozneje v 20. stoletju niso bila napisana samo negativna, temveč tudi pozitivna mnenja, saj so mu celo nasprotniki priznavali zasluge v prizadevanjih za izobrazbeni dvig prebivalstva in modernizacijo podeželja ter pri širjenju slovenske narodne zavesti, vendar so negativne sodbe pod vplivom političnih razmer prevladale. Na to, da je Bleiweisova podoba v zgodovinopisju preveč enostranska in premalo upošteva njegovo vlogo na področju modernizacije kmetijstva, so sicer že na zborovanju zgodovinarjev v Novi Gorici leta 1948 opozorili tedanji ljubljanski arhivar Vladimir Fabjančič ter štajerska zgodovinarja Franjo Baš in Bogo Tepli. Za poglobljen premislek dolga leta veljavnih negativnih sodb po Bleiweisu in njegovi politični in kulturno-zgodovinski vlogi pa se je že v prvi polovici 70. let preteklega stoletja prav tako osamljeno zavzel tedanji kustos Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani Zmago Buffon. Bleiweisovo vlogo v slovenskem političnem življenju v 70. letih preteklega stoletja v marsičemu novi luči orisal tudi Vasilij Melik, ki je ugotavljal, da je bil Bleiweis vse do smrti vodilna osebnost slovenske politike, pri tem pa res konzervativec, vendar nikakor klerikalec. Nov na spoznanih sodobnih raziskovanj utemeljen pogled na Bleiweisa pa je v zgodovinopisju dokončno prodrl v začetku 80. let simpozijum o Bleiweisovem življenju in delu, ki ga je na pobudo strokovnjakov z področja veterine in kmetijstva priredila Slovenska matica. Matičnemu simpoziju in matičnemu Bleiweisovemu zborniku je v zadnjih desetletjih sledilo še več zgodovinopisnih in drugih strokovnih razprav, razstavnih katalogov, kolokvijev in zbornikov, med njimi obsežen zbornik, ki ga je ob 200-letnici Bleiweisovega rojstva leta 2008 pod uredniško taktirko profesorja Baudeka izdala Veterinarska fakulteta in ti so iz različnih vidikov osvetlili Bleiweisovo narodno-politično, uredniško, strokovno, gospodarsko in kulturno delo ter ga stvarno umestili v kontekst časa in razmer, v katerih je živel in deloval. Natančnejši pregled pisanja novic in Bleiweisovega gospodarskega in publicističnega dela, njegovega delovanja v kmetijski družbi in njegovih nastopov v Kranjskem deželnem zboru je tako med drugim razkril, da je bil Bleiweis sicer res predvsem praktik, usmerjen v drobno delo, da pa nikakor ni bil človek brez širših predstav in konkretnih zamisli o možnostih in perspektivah družbenega, gospodarskega in narodno-političnega razvoja na ozemlju slovensko govorečim prebivalstvom. Če je bila Bleiweisova glavna pozornost vse od njegovega prihoda na Kranjsko in začetka dela v kmetijski družbi usmerjena predvsem k kmetijstvu in potrebam slovenskega kmeta, je postopoma od 60. let 19. stoletja dalje že izoblikoval tudi povsem jasen in prepoznaven v razsvetljensko reformnem in fiziokratskem duhu predmarčne dobe in stvarni presoji slovenskih razmer utemeljen gospodarski program, ki v marsičem pojasnjuje tudi njegova omahovanja in njegove narodno-politične in kulturne opredelitve. Novice so imele vse od začetka izhajanja dopisnike po vsem Slovenci poseljenem ozemlju in so nagovarjale vse Slovence, pri čemer se je Bleiweis prepričan, da bo osnova slovenskega gospodarstva še nekaj časa ostalo kmetijstvo, se zaradi pomankanja domačega kapitala za hitrejši razvoj industrije še ni možnosti, posebej vneto zavzemal za modernizacijo kmetijstva, živinoreje in sadjarstva, izobrazbeni dvig prebivalstva ter uvajanje novih obdelovalnih metod, kultur in orodij. Naša kranjska dežela se polegi svojej šteje med gorate dežele, je dejal leta 1864 v Kranjskem deželnem zboru. Po naturi svoje je tedaj dežela živinoreje in kmetijstva. Iz kmetijstva in živinoreje se je doslej posebej redila veliko manj iz obrtništva in industrije. V novicah objavljeni članki, ki jih je deloma pisal Bleiweis sam,
deloma pa dobival od dopisnikov iz vseh Slovenci poseljenih dežel, so v fiziokratskem druhu ugotavljali, da je kmetijstvo temelj vsakega gospodarstva. Tisti kamen, na katerega so vsi stanovi postavljeni in brez katerega ne bi bil mogoč ljudski obstanek na zemlji, zakaj, ko bi kmeta ne bilo, morali bi vsi drugi stanovi prestati. Kmeti so na ta način vlivali zaupanje in ga pozivali, naj se ne sramuje svojega položaja, a ga hkrati tudi svarili pred napuhom in opozarjali na potrebo po povezovanju kmetijstva z drugimi gospodarskimi panogami. Novice so ob takšni usmeritvi kmečko prebivalstvo spodbujale k prevzemanju fiziokratskih novosti, preganjale vraževerje in zagledanost v tradicionalni način dela, ga poučevale o temeljih naravoslovja in ga pozivale k racionalnejšemu obdelovanju zemlje, intenzivnejši živinoreji ter razširitvi kmečkih gospodarstv s sadjarstvom, čebelarstvom, gojenjem, sviloprejk in kmečko obrtjo. Vedno znova so opozarjali na pomen znanja in izobrazbe, poudarjali, da so vednosti in sposobnosti predpogoj za upravljanje vsakega poklica in pogoj gospodarskega dviga in modernizacije, pri čemer pa naj bi kmetu zadostovalo, če bi znal, kar nujno potrebuje pri upravljanju z moderno urejeno kmetijo. Širša usmeritev novic tudi v drugi polovici 19. stoletja slikovito ponazarjajo že v predmarčni dobi zapisani verzi Petra Hitzingerja, ki pravijo: le naprej se svet stalno spreminja s pametjo, ki jo je dal Bog, in v spoznavanju in prevzemanju novosti, ki jih je vsak dan več, tudi tisto, kar je dobro in ima trajno vrednost, naj ostane, med drugim verske resnice, ki so kljub očitni spremenljivosti materialnega sveta od nekdaj in za zmeraj. Tudi hkrati že predmarčne novice in njihovo pisanje v obdobju neabsolutizma preveva spoznanje, da so se z velikimi spremembami v tehniki, znanosti in gospodarstvu povsem spremenile razmere in je modernizacija neizogibna potreba časa, saj kot pravijo predmarčne novice, vdir v časov tone, ki z njim ne plava. Po letu 1848 so postali pozivi k napredku vsakdanji del noviškega besednjaka. Njihovi pisci pa niso opozarjali le na nova praktično uporabna znanja in postopke, temveč tudi druge tehnične iznajdbe, pomen parnega stroja, železnice in gospodarske posledice njihove gradnje, ter ugotavljali, da so rojeva nova doba, ki ne bo usmiljena s tistimi, ki se ji ne bodo znali prilagoditi. Novice so leta 1848 zagovarjale zemljiško odvezo z odkupom, tudi Blajvajs ni svojih pogledov na odvezo nikoli podrobneje obrazložil. Čeprav je dobro poznal stališče češkega kmetijskega strokovnjaka Franca Xaverja Hlubeka, ki je že v 40 letih pisal o nerentabilnosti dotedanje organizacije zemljiškega gospodarstva. So pa novice v 50 letih obširno poročale o poslabšanju razmer na podeželju, ki naj bi bilo ne le posledica padca cen kmetijskih pridelkov, pomanjkanja denarja in propadanja prevozništva, temveč tudi in celo predvsem velikih davčnih obremenitev, obveznosti od odkupa in raznih ob zemljiški odvezi nerešenih vprašanj, kot je bil problem gozdnih služnosti. Po Blajvajsovem mnenju noviških sodelavcev so bili glavni krivci kmečke stiske, nizka izobrazbena raven prebivalstva, kmetova konzervativnost in pomanjkanje denarja, kapitala. Šol nam je najbolj treba, so vzklikale že predmarčne novice, misel, da na poduku in izobraženosti stoji svet, kar velja tudi tako za kmetijstvo kot obrtništvo, pa ponavljale tudi v naslednjih desetletjih. Blajvajs se je v novicah v kmetijski družbi in Kranjskem deželnem zboru zavzemal za izboljšanje razmer v šolstvu, pozival k ustanavljanju splošnih in kmetijskih šol, si po opozorilih, da kmetom in rokodelcem primanjkuje tehničnih in naturoznanstvenih vednosti, neuspešno prizadeval za ustanovitev tehnične šole na Kranjskem ter opozarjal na da poučevanje preprostega kmeta in rokodelca ne more biti učinkovito, če ne poteka v materinščini. Kot smo že slišali, je bil sam avtor številnih strokovnih priročnikov in besedil s področja veterine, živinoreje in kmetijstva, hkrati pa je spodbujal k širitvi poljskih površin z razdelitvijo srenskih zemljišč ter novice odpiral člankom z področja naravoslovja in zdravstva. Očitno pa se mu zdelo pomanjkanje denarja v kmetijstvu v razmerah omejenega, še nerazvitega finančnega trga težje rešljivo.
Kranjska kmetijska družba je sicer Kranjsko hranilnico že v zadnjih letih predmarčne dobe pozvala, naj omogoči tudi posojila tudi kmetom. Hranilnica je nekaj takšnih posojil zares podelila, toda v njeni upravi so se sistemski ureditvi dodeljevanja posojil kmetom tudi po letu 1848 izmikali. V 50 letih so vprašanju pomankanja denarja na podeželju več pozornosti posvetile tudi Novice, vendar brez konkretnejših pobud za ustanavljanje kmečkih posojilnic. Ko je prišlo v Kranjski kmetijski družbi v prvi polovici 60 let do pobude za ustanovitev neke vrste kmetijske banke, je Blajvajs menil, da takšnih bank razen v Galiciji v monarhiji še ni in bi bila zato njena ustanovitev na Kranjskem precej tvegana. Novice so v 60 letih še večkrat ugotavljale, da bo treba ustanavljati posojilnice in Blajvajs je v denarni stiski malega kmeta in posojilnice zanj pisal še v letu svoje smrti. Stališče Novic in Blajvajsov pogled na vlogo kapitala in denarja v procesu modernizacije pa lepo ilustrira komentar ob odpravi zakona proti oderuhom z naslovom Svoboda kapitala, ki pravi: da se tudi nismo tega prepričanja, da bi kapital bil tisto čudodelno sredstvo, kakor o njem misli mnogo ljudi, vendar ne tajimo, da je zraven razumnosti in izobraževanja najvažnejši pomoček za javni blagostan. Medtem ko so v Kranjski kmetijski družbi večkrat ugotovili, da na Kranjskem prevladujejo majhni in srednji kmetje in je zato potrebno prav njim nameniti največ pozornosti, so se Novice problema razlik med kmečkimi posestniki večinoma izogibale in so o kmetu pisale in govorile predvsem na splošno. Njihov vzor pa je bil samostojen in trden za novosti in spremembe odprt kmečki gospodar. Naraščajoče obubožanje na podeželju je bilo sicer stalna tema Novic, a vzroki za vse večjo revščino so bili po mnenju njenih dopisnikov in komentatorjev tudi Blajvajsa enaki kot vzroki za zaostajanje kmetijstva. Na eni strani kmetova konzervativnost, neznanje, celo potratnost ter pijančevanje, na drugi pa tokovi modernega časa, premajhna pozornost vlade kmetijstvu in liberalna gospodarska politika. Blajvajs je bil, kot smo danes že slišali, po nekaterih podatkih zasebno morda res bolj svobodomiseln, kot se je kazal v javnosti. Toda njegove družbene predstave so bile vseeno zelo patriarhalne. V njegovih očeh bi morala biti družba neke vrste makroposnetek patriarhalne družine, ki po zgledu očeta kot nespornega družinskega poglavarja stoji na čelu vladar kot vrhovni patriarh, oba oče in vladar v avstrijskem cesarstvu cesar pa bi morala skrbeti za družinske člane, prisluhniti njihovim željam in težavam in skupaj z njimi prispevati k splošnemu blagostanju. Stališče Novic in Blajvajsovo stališče je bilo v tej luči, da je treba jasno ločiti med ljudmi, ki so padli v siromaštvo po lastni krivdi in ljudmi, ki ne morejo delati in potrebujejo pomoč. Za te druge naj bi poskrbele predvsem pristojne občine, ki pa naj bi imele tudi pravico do raznih restriktivnih omejitev, kot so bile omejitve porok. Blajvajs je tako tudi po zakonski odpravi ženitnih omejitev v 60 letih skupaj z drugimi slovenskimi politiki zagovarjal pravico občin, da omejujejo ženitve, če prihodna zakonca nimata potrebnega premoženja za vzdrževanje družine. Kar pa ni bilo nobeni zvezi z Malthusovimi teorijami, kot je bilo večkrat zapisano, temveč predvsem s tradicionalno prakso, ki je bila stoletja v veljavi ne le v avstrijskih, temveč tudi drugih evropskih deželah in v kateri je med drugim tudi kmet videl zagotovilo, da se krog reveža ne bo prenaglo širil. Razvoj Blajvajsovih družbenih, gospodarskih in narodno-političnih predstav zanimivo ponazarjajo spremembe v naslovu Novic, ki so bile sprva do leta 1849 kmetijske in rokodelske, nato v letih 1849-55 kmetijske, rokodelske in narodne, od leta 1856 dalje pa gospodarske, obrtniške in narodne. Novice so v tej luči že v predmarčni dobi poleg kmetijstvu posvečale pozornost predvsem še rokodelstvu in mali obrti, vendar delno že tedaj, še opazneje pa od 50 let dalje ugotavljali, da je razvoj kmetijstva in male obrti tesno povezan z razvojem vseh gospodarskih panog, tudi trgovine in prometnih povezav. Kar zadeva rokodelstvo in malo obrt, so zastopale podobna gledanja kot v kmetijstvu.
V dobi naglega spreminjanja živahnega tekmovanja in napredka boste razmeran kos le rokodelec in obrtnik, ki boste osvojila potrebna znanja in se uživela v nove čase. V 50. in 60. letih si pisci novic niso več delali utvar in so že pisali o tem, da je zlasti propadanje rokodelstva problem, ki se bo težko postaviti po robu. Vendar v isti sapi tudi menili, da se mnoga rokodelstva ne bojo dala nikdar po mašinah opravljati in bo roka v nekaterih delih zmeraj ostala orodje, katero bo vodil človeški Zato naj bi bila tudi za rokodelstvo in malo obrt še naprej edina rešitev učiti, mikati in izobraževati se, pri čemer bi morala malo obrt z ustrezno politiko zaščititi tudi država. O pomenu izgradnje večjih industrijskih obratov je v novicah redkeje stekla beseda. Po kratkem obdobju optimizma v začetku 50. let, ko je bila Ljubljana končna postaja južne železnice in so noviški dopisniki menili, da ima v zaledju Trsta ugodno lego tudi za gradnjo fabrik, je Blajvajs v 60. letih ugotavljal, da bo gospodarska osnova Kranjske še nekaj časa ostalo kmetijstvo in do intenzivnejše industrializacije še ne bo prišlo kmalu. Vsak izmed nas to gotovo želi in jaz se tudi nadejam, da se bo obrtništvo po naši deželi razširilo in da se ustanovi fabrike in druga podjetja, je dejal leta 1864 v Kranjskem deželnem zboru. Toda za hitrejšo rast industrije je po njegovem mnenju primanjkovalo kapitala, ki bi zato moral biti iz tujega. Čeprav se Blajvajs in njegovi dopisniki v narodnostnih posledicah tujega kapitala niso obširne razpisali, je bila misel, da pomeni tuj kapital za slovensko prebivalstvo dodatno nesrečo v novicah opazno prisotna. Ako opazuje človek stanje naše obrtnije, je leta 1873 pisal noviški uvodničar, vriva se mu misel, kakor da vidi pred seboj ono nesvobodno žalostno dobo, ko so graščaki tujci domačinom gospodarili, ti pa rabotali. Kljub pomislekom pa so se tudi Blajvajs in njegovi somišljeniki dobro zavedali, da prinaša ob rastoči revščini in izseljevanju vsak obrtni ali industrijski obrat možnosti novega zaslužka in so tako tudi načrtom železnice mimo Auerspergovih železarskih obratov na dvoru odrekli podporo šele potem, ko jih je Janez Trdina opomnil, da bi podpora Auerspergu škodila Blajvajsovemu slovesu narodnega voditelja. Po Blajvajsovem mnenju je bila pomemben krivec za kritične razmere v kranjskem in avstrijskem gospodarstvu liberalna gospodarska politika. Novice so sicer ugotavljale, da mora gospodarstvo iz starih spon in je svobodno tekmovanje pomembna spodbuda napredku. Že v 60. letih pa so začeli liberalne gospodarske ukrepe odklanjati in avstrijske vlade obtoževati, da v neenakem boju med malo obrtjo in industrijo enostransko podpirajo velike obrtnike, veletrgovce in kapital, hkrati pa avstrijski trg s svobodno trgovinskimi sporazumi pogubno odpirajo proti tujini. Finančni polom leta 1873 je bil v očeh noviških urednikov logična posledica finančne in gospodarske nepremišljenosti, borznih špekulacij in liberalnih gospodarsko-političnih ukrepov. Čeprav so bile novice neprikrito kritične do liberalizma, liberalnih gospodarskih ukrepov večinoma niso zavračale z ideološkimi argumenti, temveč predvsem z opozorili na njihove škodljive posledice, naprimer negativne posledice uvoza cenenega ameriškega žita in poceni nemških kmetijskih proizvodov za kmetijstvo. Janez Blajvajs je bil prepričan, da je trdno gospodarstvo temelj narodnega blagostanja in predpogoj narodne samostojnosti. Ni pa bil gospodarski teoretik. Novice so v 60. in 70. letih vseeno večkrat poudarjale tudi pomen širšega poznavanja narodnega gospodarstva, se sklicevale na nekatere gospodarske teoretike, opozorilih na pomen izobrazbe celo na Adama Smitha in med drugim z naklonjenostjo objavile narodno-gospodarsko razmišljanje liberalne usmerjenega Ivana Geršaka. V isti sapi so zavračale trditve v nasprotju med kmeti in meščani, pozivale k medsebojnemu spoštovanju in strpnosti med njimi in spodbujale k združevanju malih proizvajalcev, kmetov in rokodelcev. Blajvajsov ideal je bila stanovska družba, v kateri bi imel vsak stan mesto in vlogo, ki mu pripada, ne da bi industrijski podjetnik ogrožal obrtnika, veliki zemljiški posestnik malega kmečkega lastnika in meščan kmeta.
Takšne združbe in sožitja pa po Bleiweisovem prepričanju ni bilo mogoče ustvariti z radikalnimi skoki in preskoki, temveč le s postopnim razvojem in premišljenim prevzemanjem novih proizvodnih metod in družbenih vrednot. Nadvse pomemben pogoj družbene stabilnosti naj bi bilo spoštovanje vsega, kar je bilo staro in se je izkazalo za dobro, obenem pa tudi spoštovanje privatne lastnine in premoženjskih razlik, pri čemer pa so v novicah večkrat poudarili, da je vsako delo častno in zasluži vsak poklic priznanje. Bleiweis je bil tako po svojih družbenih in gospodarskih nazorih v marsičem blizu predmarčnemu krogu nadvojvode Janeza v Gradcu, ki se je v prvi polovici 19. stoletja zavzemal za postopne vladarske reforme in videl v dvigu izobrazbene ravni prebivalstva, populariziranju novih znanj in tehnik in spodbujanju podjetniške vneme najpomembnejše pospeševalce družbenega in gospodarskega razvoja. Toda hkrati se je že pred letom 1848 in tudi pozneje razhajal s svobodomiselnim delom Janezovih sodelavcev, ki so svoje razsvetljensko reforma gledanja povezali z idejami zgodnega liberalizma. V nasprotju z njihovimi zahtevami po emancipaciji tako imenovanih produktivnih razredov in njihovim prepričanjem, da je industrializacija eden temeljev modernizacije, ki bo omogočila polno uveljavitev meščanske družbe, se je Bleiweis strinjal s konzervativnejšimi misleci, ki so menili, da mora uvajanje industrijske proizvodnje potekati premišljeno in počasi ob ohranjanju ravnovesja v tako imenovanem družbenem organizmu. Bleiweisove družbene in gospodarske predstave sicer res lahko označujemo kot konzervativne, kar pa seveda ne spremeni dejstva, da so bile tudi svojevrstno ogledalo tedanjih družbenih in gospodarskih razmer in se niso pomembneje razlikovali od predstav njegovih domnevno liberalnejših slovenskih političnih nasprotnikov in kritikov, ki so bili podobno nenaklonjeni dinamičnejši kapitalistični industrijski preobrazbi slovenske družbe. Toda Bleiweis je bil edini med tedanjimi slovenskimi politiki, ki se ves čas svojega javnega delovanja intenzivno ukvarjal z gospodarskimi vprašanji, pri čemer je vztrajno, čeprav s prevladujočo pozornostjo v kmetijstvu, opozarjal na pomen gospodarskih sprememb in svoje razvojne predstave tudi povsem prepoznavno predstavil. Hvala lepa.